Čutiti je, da vam Ljubljana veliko pomeni. Vi ste ji dali veliko, še več ji boste v prihodnjih letih. Kaj vam daje Ljubljana? Kaj počnete? Kje se radi zadržujete? No, glejte, Ljubljana je prav gotovo eno od najlepših mest na svetu. Jaz tudi veliko potujem in vsakič, ko se vrnem, to znova opazijo pa tudi naši gostje. Tisti, ki pridejo prvič ali tisti, ki se vračajo. V zadnjih 10 letih se Ljubljana tudi nenehno razvija v eno kvalitetno prestolnico, kjer je dejansko, se mi zdi, življenje po meri človeka na prvem mestu. Če govorimo o zelenih površinah ali površinah, ki so zaprte za promet, potem o restavracijah, vrtovih, kulinarični ponudbi in seveda, ali pa predvsem tudi o kulturni ponudbi. Ljubljana je mesto z izjemno glasbeno tradicijo, Akademija Philharmonicorum, pred katero bomo izvedli otvoritev 27. junija, torej pred Slovensko filharmonijo, je bila ustanovljena v Ljubljani leta 1701, torej 1701. To nas uvršča med narode z eno najdaljših glasbenih tradicij. Tudi predtem smo seveda imeli skladatelje vidite, mi smo na festivalu, tako da veter, dež, sonce, to je vse spada zraven. Torej bomo uprizorili še dodatno v programu skladbe, ki so bile v Ljubljani napisane pred 400 in več leti. Kaj meni pomeni Ljubljana? Meni pomeni Ljubljana okolje, kjer lahko skupaj s sodelavci razvijem to neko svojo potrebo potem, da poslušamo tukaj v Ljubljani lahko najvidnejše svetovne umetnike in ansamble. Hkrati pa seveda poskušamo pomagati našim pri preboju na zunanje trge, predvsem pa našim mladim. Za ta namen imamo tukaj ravno v Viteški dvorani že 25 let zapored Mlade virtuoze. To je koncertni ciklus, ki je izključno namenjen mladim, zelo talentiranim in zelo pridnim glasbenikom, kjer dobijo svoj prvi resni koncert z arhivskim snemanjem programa Ars RTV Radia Slovenija. In seveda ti koncerti grejo kasneje tudi v EBU izmenjavo, tako da kar naenkrat ti mladi nadarjeni glasbeniki pridejo do ogromnega poslušalstva. Moram še nekaj reči, kar je zelo pomembno. Ljubljana je eno izmed mest, ki namenja skoraj največji delež svojega proračuna za kulturo. 10%. Država Slovenija namenja procent in še nekaj. Tudi druga mesta manj. In mislim, da je to izjemno pametna odločitev mestne politike, mestnih oblasti na čelu z županom Zoranom Jankovićem in seveda tudi mestnega sveta in mestnih svetnikov, ki potrjujejo vsako leto takle budžet. Tako da jaz jim zato se zahvaljujem in iskreno čestitam in upam, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. Uspelo vam je nekako festival ponesti iz tega obzidja Križank po celi Ljubljani, ne? Dogajalo se je na Ljubljanici, na Kongresnem trgu. Tudi letos se bo. Tudi letos se bo. Se vam zdi, da je Ljubljana res zaživela v tistem pravem festivalskem vzdušju, kot ga mogoče poznamo iz tujine? Poglejte, Ljubljana že živi v tem pravem festivalskem vzdušju, saj festival Ljubljana ni edini festival, je samo največji. Tukaj se bo zdaj zgodilo še 50 festivalov do konca poletja. Nekateri so brez stopnine, drugi stopnino, kakorkoli že zelo ozko fokusirani, nekateri popolnoma brez fokusa. Ampak tisto, kar je vsemu skupaj bistveno, pa je to, da to daje en pridih kulturne prestolnice temu mestu. Še to mogoče je zelo pomembno. Same Križanke je odprl že Plečnik, poglejte, s temi okni v tej ograji tukaj za nama oziroma pred nama. In ko je namenil ta vrt, nekdanji samostanski vrt, kjer je zdaj poletno gledališče, temu prireditvenemu prostoru, je seveda vdahnil temu mestu eno popolnoma novo življenje. Poleg raznolikosti lokacij, ki sva jih omenila, pa ste festival nekako uspeli v zadnjih letih, lahko rečeva, popularizirati in ga približati
širši javnosti, predvsem recimo omeniva muzikle, ki Ja. so zelo dobro. Ampak veste, muzikli so seveda boom. Še posebej v zadnjih 3 letih, ko v koprodukciji proizvajamo lastne produkcije. Cvetje v jeseni, Mamma Mia, Vesna, naslednje leto bo Briljantina, še ne povem, s kom bom pa kmalu. To je seveda, zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker lahko to, kar pred 15 leti še nismo mogli, produciramo z domačimi izvajalci. To pomeni, da se je segment tako v šolah, kakor tudi v samostojnem izobraževanju tako spremenil, da imamo dovolj kadra za produkcijo mjuziklov. Prej smo jih samo uvažali, ali je to bilo iz Hrvaške, ali iz Londona, ali iz West Enda, ali iz Broadwaya, ampak zdaj dejansko lahko kvalitetno produciramo sami te stvari. Ampak bi omenil še eno stvar, da tudi klasični koncerti pa opere, kot je Wagnerjev Ring, so tudi polne in tudi mladih ljudi. In to je zanimivo. V Ljubljani imamo ogromno turistov, pravzaprav vsako leto več. Kako Ja. se to pozna tudi na festivalu Ljubljana? Težko bi rekli, ali je več turistov v Ljubljani zaradi festivala ali je več obiskovalcev festivala zaradi turistov. Ampak jaz bi takole rekel, da vsa ta dogajanja v mestu, od urejenih ulic do krasnih restavracij in vrtov, do urejenega mestnega prevoza, do čistega zraka, do čiste pitne vode, ki jo lahko pijete iz pipe kjerkoli, na kateremkoli pitniku v Ljubljani in tako naprej, seveda prispevajo k temu, da je v Ljubljani več turistov in seveda ti turisti, pa tudi naši obiskovalci iz vse Slovenije in tudi Ljubljane prispevajo k temu, da je več obiskovalcev na festivalu. Kako se lotite sestave samega programa? Ne? Vse, kar vidimo v teh programski knjižici, izgleda ogromno. Kje začeti? Pri začetku. Začnemo vedno pri začetku. Je pa res, da seveda ne delamo naenkrat samo enega poletja, enega leta. Hkrati planiramo 3 do 4 sezone. Tako da zdaj zaključujemo 2018, ampak tudi že razmišljamo o 2019 zelo resno in 2020. Tako da nikoli ne morete razmišljati samo o eni sezoni, kajti lahko so razlogi tehnični, lahko so finančni, lahko so terminski, ko je seveda treba se prilagajati in umestiti v program ali to sezono, ali čez 2 ali 3 in tako naprej. Ravno Ring smo se dogovarjali 4 sezone za letošnjo zaključek z Wagnerjevim Prstanom, ne? Siegfried, Somrak bogov in pa zaključni koncert Marinskega z Gergijevim, torej vsi 3 večeri bodo z njim. Tako da tukaj gre, seveda je pa treba poznati, kaj se po svetu dogaja, je treba vedeti, kdo so ti ljudje, je treba z njimi stopiti v stik, je treba iti tja, jih je treba povabiti. Mislim, da zdaj mi več z vabili nimamo težav. Ljubljanski festival ima izjemno ugledno mednarodno ime in pridejo vsi.